Živijo, fant, sem narednik pri policiji Columbus. Kar se bo zgodilo je, da moram vse prositi, da zapustijo hišo. Človek, če želi še kdo vstopiti. Kaj je, brat? Brat, lahko daš roke name, brat. Ej, ustavi se! Ustavi se. Položil te bom na tla. Lezi na tla. 28. junij 2024 v Columbusu, Ohio. 8-letni Martonio Wilder je bil prijavljen kot pogrešan. V redu, ali je že kdaj prej pobegnil? V redu, ali ste temeljito preverili hišo? Pogrešan je od sinoči. V redu, pogrešani je star 8 let, moški, temnopolt. Torej smo tukaj in iščemo Hamiltona pri 18. Iščete koga? Ja, iščemo tega fanta. In v tistih ključnih prvih urah po njegovem izginotju so policisti izdali opozorilo Amber Alert in preiskali sosesko v iskanju kakršnihkoli sledi o njem. Nekje se skriva. Noče, da ga najdejo. Ja. Nekaj? Toda resnica o izginotju Martonija je bolj nenavadna in veliko bolj vznemirjajoča, kot se zdi. Samo sanjamo o prihodnosti. Ali mora to početi nag? Mislim, v svojih predalih je imel. Tukaj v oddaji The Decoder z ekskluzivnimi posnetki policijskega intervjuja. Prisežem pri Bogu, bom spala tako. Ja? To je srhljiva zgodba o izginotju Martonija Wilderja. Policijska uprava mesta Columbus sprejme klic na številko 911 malo po poldnevu. 911, kakšen je naslov vašega nujnega primera? Sem na naslovu Homestead Avenue, 840. Prosim, potrebujem pomoč. Moj 8-letni sin je pobegnil prejšnjo noč. Moj drugi sin ima ta ločeni sobi, bila sta v različnih sobah. Nihče me ni videl. Ne vem, koliko je ura, kdaj si ga nazadnje videla. Vsi smo bili v postelji ob 8:30, 10 ure. Moja zadnja vrata so bila na stežaj odprta. Moški. Dispečer nujno pošlje policiste na materin naslov. Vsi vedo, da so prvih 48 ur po izginotju otroka najbolj kritične. Zato ni časovne omejitve za vnos otroka v evidenco pogrešanih oseb Nacionalnega centra za kriminalne informacije. Ta otrok je lahko trenutno v resni nevarnosti in ni časa za odlašanje. Na pragu čaka 32-letna LaShonda Wilder, Martonijeva mama. Je povsem iz sebe. Pozdravljeni, vam je v redu, če grem preveriti v hišo? V redu, pojdimo skupaj v hišo. Vstala je tik pred poldnevom. Takrat je ugotovila, da njenega sina ni. In kot je pojasnila v klicu na 911, je že 3-krat prej pobegnil. Ja, ampak smo ga našli, veste, enkrat smo ga našli na verandi, našli smo ga. Skočil je skozi moje okno. Preden sem ga enkrat našla v svoji hiši. Samo poskuša pobegniti. Ne vem zakaj, rekel je, da me sovraži. Rekel je, da sovraži vse. Rekel je, da mu ni mar, da je tukaj. Nenehno to počne in mora, mislim, o bog. Policisti začnejo preiskovati hišo in dvorišče ter iskati kakršnekoli sledi. Naj hitro preverim tukaj, prav? Oprostite, imamo kakšen opis, kaj je me oblečeno? Ne? Bom te uredil tukaj. Samo hitro preverjam hišo. Daj mi samo nekaj minut. Torej ni nobene družine ali prijateljev v bližini? Ne, ni druge družine ali prijateljev. Nisem videla nikogar drugega, ko sem hodila okoli hiše. Fredu? Fredu? Na zadnjih vratih te hiše ni znakov vloma. Za zdaj ne kaže, da bi bil Martonio ugrabljen. Glede na njegovo zgodovino pobegov je bolj verjetno, da se skriva nekje v bližini. Policist stopi v stik z dežurno službo, da sproži alarm za pogrešane otroke. Mama pravi, da je to že večkrat storil. Mama je histerična in sin res jemlje zdravila za ADHD. Nisem opazil ničesar sumljivega. Preveril sem hišo. Nisem opazil ničesar sumljivega v hiši. Ni znakov vloma. In trenutno imam enote, ki patrolirajo po območju zaradi mladoletnika. Enkrat so ga našli tamle po cesti pri parku, tik za vogalom. Drugič pa, mislim, za hišo gospe, tik za njeno hišo. Torej zadnja 2-krat, 3-krat je pobegnil, pa se je vrnil domov nepoškodovan, kaj ne? Fred, ostanimo pozitivni, prav, ker je verjetno jezen nate, ker nisi ničesar dal. Ampak on je, vse bo v redu. Policist poskuša pomiriti LaShondo. Njena histerija jim ne bo pomagala najti njenega sina in vse to je morda zaman. Hej, prepričaj se, da so zadnja vrata zaklenjena. Tako bo moral, če se vrne, vstopiti skozi sprednja vrata. Medtem policisti začnejo spraševati po soseski z Martonijevo fotografijo. Ste ga videli v zadnjem času? Ne. Redu, kako si? Hočem, da vidite tega otroka. Pridite sem. Hočem videti, če sta ga videla v zadnjem času. To je otrok. Ja, pogrešan je otrok. Sta ga videla v zadnjem času. Je to edina slika? Ja, to je zadnja. Si ga videl v zadnjem času. Sem videla to.
Ne, v redu. Si sploh videl tega otroka? Nedavno. Pogrešanje. Ura je 12:32. Tam je dron, okrožja Franklin. Ja, iščemo tega otroka. Zdi se, da se tukaj veliko otrok samo sprehaja naokoli. To je samo otrok, ki je potaknjen, pobegne stan. Ampak vi, fantje, Ste vi delali tukaj ves dan? V redu. Niste videli mladoletnika tukaj noter? Policija je celo pripeljala helikopter, da bi iskali iz zraka, vendar ni nobenega sledu. Nihče ni videl Martonija. Kakšne so novice? smo na poti. Torej, ona ni tista. Ona je pes za iskanje trupa, zato bodo spremljali glavnega psa za sledenje. Ampak govorili smo pač o tem, ne vem, ni cool. Odločil se je pobegniti na dan, ki ni bil cool. Policisti so tako prepričani, da je Martonijo samo pobegnil, da se iz tega celo norčujejo. In zagotovo ne mislijo, da bodo potrebovali psa za iskanje trupa. Ne ukvarjamo se z njimi, razen če gre za Kitajske, tako da jih tukaj nimamo prav pogosto. Saj ne do te mere, da bi vi prišli sem. Običajno nekaj najdemo. Veš, kaj mislim? Ker ni dokazov o kaznivem dejanju, so policisti presenečeni, da so na prizorišču psi za iskanje trupar. Potem pa si LaShonda premisli glede iskanja. Na koncu jim ne dovoli, da bi s psi preiskali vsako sobo v hiši. Odhaja, da bi ostala pri svoji partnerki, 33-letna Jenna Lowe. Seboj vzame še svoja druga dva otroka. To pusti policiste, ki varujejo prizorišče, nimajo dovoljenega dostopa do njega, v upanju, da se Martonijo vrne. Če se ne vrne, bodo pridobili nalog za hišno preiskavo. To vedenje vzbuja resne sume. LaShonda je bila sprva obupana zaradi pogrešanega sina, zdaj je pobegnila s prizorišča in ne dovoli policistom, da ga pregledajo. To je v nasprotju s seznamom nasvetov za primer, ko otrok izgine. Ne pozabite, da lahko oblačila, rjuhe, osebni predmeti, računalniki in celo smeti vsebujejo namige o tem, kje je vaš otrok. Ali obstaja razlog, zakaj si je LaShonda premislila glede tega, da bi jim dovolila najti te sledi? V helikopterju jo spremljajo iz zraka. 1201 helikopterja. Kaj je bilo to, gospod? Torej smo tukaj in opazujemo Hamiltona pri 18. Ja, za Rosa smo izvedeli približno uro in pol nazaj. Mama in dva otroka sta bila odložena na tem območju in jih išče. Ampak brez naloga za hišno preiskavo LaShondine hiše ne morejo storiti ničesar. In ko ga tisto noč končno dobijo, so policisti v visoki pripravljenosti, a vseeno ne pričakujejo razsežnosti grozot, ki jih najdejo v notranjosti. Podstrešje je zaklenjeno. Ko ga odprejo na silo, odkrijejo spalno vrečo, tesno zavito, prekinejo vrvice in zagledajo črno vrečo za smeti. In v tej vreči za smeti je truplo 8-letnega Martonije. Na obrazu ima vidne modrice in ureznine na hrbtu. Na vratu ima globoko stisnino, ki bi lahko bila vzrok njegove smrti. Ob obdukciji sodni zdravnik odkrije tudi krvavitev na možganih. Je nenavadno suh, vendar ni umrl naravne smrti. Naslednji dan LaShonda stopi v stik s policijo. Ona in Jana se želita predati. Živja, pozdravljeni. Imam nekaj temnega, pes. Pozdravljeni. Pridi ven. Si pobrisal mene. Ej. V redu. Zdaj. Dajte roke za hrbet, dlani skupaj, kot da molite. Pridržal vas bom in vam nadel lisice. Pojdite sem, pravzaprav nas bomo dali, Sem skupaj s temi policisti, prav? V redu, povej jim, da nisem noben. O, 66 Ja, dolarjev, veš, sodeluje. brez dodatka. In ni problem, če ti zamenjam lisice. Razumem. Me bom. Ne upiram se. Pripravljena sem govoriti z detektivom. V redu. Kar bomo naredili je, da te ne bomo zares spraševali. Nič. V tem te bodo spraševali detektivi, prav? Jana je sodelujoča, vendar njena družina, ki je v hiši, ni. Hej, fantje. Sem narednik pri policiji v Kolumbusu. Ne vem, o čem govoriš. Hej, torej, tukaj... Kaj se bo zgodilo, prav? Potrebujemo mobilni telefon gospodične Love. Če ga da spušča. V redu, kaj se bo zgodilo? Kaj se bo zgodilo? Hej, fantje, še vedno govorim v redu. Kaj je? Se bo zgodilo je, da moram vse prositi, da zapustijo hišo, ker smo mi... Tako ne bodo videti. O čem govoriš? Se šalim, o čem govoriš? Lahko z avtom? Čakaj pa ješ, še kdo drug noče sodelovati? Brate, v redu. Se me lahko dotakneš, brate. Nehaj. Ubil ga bo, brate. Vsi ostali morajo takoj zapustiti hišo. Položaj eskalira. Nehaj! Uniči nas! Ja? Ne morem. Daj roke za hrbet! Si dobil izpustitev. Beži! Prijeti ste! Ne zgrabiš tejzerja policista! Kaj je narobe s tabo? Ne prijemaj ničesar z našega pasu! Kaj je narobe s tabo? Sem dober strelec, stari. Če prideš in gledaš v tla, stari, nisem zapravil. Ja, res je.
Mislim, da imamo dovolj ljudi, prav. Bomo pridržali. Končno je narednik uspel nevtralizirati situacijo. Razumem, vsem je. Tako je. Smo razburjeni. Tu smo. Ja, razumem. Policisti ne sumijo, da bi imeli ti družinski člani kakršnokoli zvezo s smrtjo Martonija. Po nepotrebnem se vznemirjajo. Nikoli nisem bil v zaporu. Dolgo že tega. Policisti so pridržali 2 družinska člana, preden so ju kasneje tisti dan izpustili. Jana pa nima take sreče, prav tako ne Lašonda. Oprosti. Ja, draga. To ni pomaganje. Ne morem verjeti, da ga ni več. Ne morem. Policisti so jih dali v ločene zasliševalnice, da ne bi usklajevali svojih zgodb. In Jana je mirna in zbrana. Bom pa naredil še nekaj boljšega, tate. Če si bil priden, ti bom medtem, ko smo tukaj snel lisice, prav? V redu. Ja. Sodelovali ste z nami, prav? Prav. Pripravljeni smo na vas. Zato, da mi je jasno. Poklicali ste policijo in odvetnika ter rekli, da želite priti in se pogovoriti. Ja. In očitno smo tukaj, da se pogovorimo o tem. Ja, ker so kar prihajali. Včeraj so prišli k moji mami domov zaradi moje punce in rekli so, da so našli truplo njenega sina v hiši. In mislim, da mislijo, da sem bil na begu z njo, jaz pa sem jo samo skušala prepričati, naj se preda in pove, kaj se je v resnici zgodilo. Ampak Lašonda je druga zgodba. Tako mi je žal, jaz sem to naredil. Tako mi je žal, jaz sem to naredil. Nisem pustil, da mi te tvoj brat ubil, res ti pravim. Tako mi je žal. Njen izbruh nam daje nekaj namigov o zgodbi, ki jo bo povedala v tem intervjuju. Kako si, dragi? Živijo, jaz sem detektiv Matthew Smith, to je detektiv Jim Goody. Hej, Lašonda, želiš malo vode? Prinesel ti bom pivo, če bo želela še kaj, prav? Vem, da je to težko, ampak moram dobiti nekaj informacije od tebe, prav? Ne, tako mi je žal, jaz ne morem verjeti. Bom. Zadnje mi sapo. Bom šel, mislim, da si moj sin. To sem storil. Franti, to sem storil, samo enkrat sem to storil, samo poskušal sem to prikriti. Noč prej sem dejansko imel 26. junija ob 10. uri zvečer. Zaspal bom. Skril sem jih v omaro, ker odhajajo, potem pa objavljajo in kradejo. Zato sem jih imel v omari. Bilo je tako noro. In udaril ga je v glavo s kamnom. In nisem ustal, ko bi moral. Ampak pa sem poskušal to prekriti, ker sem skušal zaščititi svojega sina. Nisem. Vem, da tega ne bi smel storiti. Vem, bilo me je strah. Nikoli v življenju nisem imel opravka s čim takim. Zdi se, da je njen zločin prikrivanje umora enega otroka strani drugega. In Jana pove isto zgodbo. Moja punca mi je rekla, da mi mora nekaj povedati. In šla sem in se dobila z njo. No, pripeljali so naju, prišla sem k njej domov. Rekla je, da je njen sin pogrešan. In ko je rekla, da je njen sin pogrešan, sem prišla pomagati iskati ga. Potem so policisti našli Martonijevo truplo. In spraševala sem jo, kaj se dogaja. Sprva mi ni hotela povedati. Ko mi je to končno povedala, potem, ko so našli truplo v hiši, mi je povedala, kaj se dogaja. Rekla je, da ni želela izgubiti obeh svojih sinov, ker je njen 9-letni sin do smrti udaril njenega drugega sina s kamnom. Tako da, ko mi je povedala, sem lahko samo rekla, moraš mu povedati resnico. Moraš mu povedati, da je tvoj 9-letnik ubil tvojega 8-letnika s kamnom. In potem je rekla, ampak nočem izgubiti svojega sina. Rekla sem, ene, da si že izgubila. Šla boš v zapor, jaz sem tukaj zunaj. Ti pomagam. Samo želim, da se predaš. Samohranilka Lašonda ni uspela zaščititi enega od svojih otrok. Zdaj je bila obupana, da obdrži drugega. Je povedala, kako se je zgodilo, kje se je zgodilo ali kdaj. Rekla je, vem, da je Matonja vedno grozila, da bo pobegnila. Tako da bili so zaklenjeni v omari, veš, kaj mislim. 2 omari s kamnom. Tako da to je vse, kar sem.
Ne veš ničesar, o koliko krvi je bil. Ali ne vem, če je sploh bila kakšna. Ampak zgodba se ne ujema popolnoma. Zato detektivi začnejo raziskovati nekoliko globje. Torej, če nimate nič proti, začnimo pri včerajšnjem dnevu. Pravzaprav se bomo vrnili na četrtek. Se spomnite, kdaj vas je poklicala? Poklicala me je tik predne je poklicala policijo, mogoče okoli 11 zjutraj, ne moram se spomniti. To je bilo včeraj, v petek, ne? Je. Torej, v četrtek, kje si preživel noč? Bila sem pri mami doma. Pri mi mami? Tam ponavadi spiš, kaj ne? Kaj mi dribem? V redu. Mislim, spet, veliko v njeni hiši, ko smo v razmerju. Torej, perem njena oblačila, veliko naredim, kuham za otroka, veliko naredim po hiši, ko nisem pri svoji mami. Jana je skoraj drugi starš tem otrokom. Torej, kaj je rekla, da je naredila z njim? Rekla je, da je pobegnil skozi zadnja vrata. Redu. Torej, ve nikoli niste videli? Ne. Redu. Sema, tad sem rekla, povedala mi je, da je pobegnil skozi zadnja vrata. Povedala mi je resnico. Kdaj ti je povedala resnico? Ko so našli truplo, sem potem poklicala... Torej, kaj ti pravi, da je naredila? Rekla mi je, da bi morala skriti. Redu. Torej, Je povedala, kje? ni mi povedala, kje. Rekla je samo, da bi morala skriti. Ima tudi razlago, zakaj je LaShonda hotela pobegniti iz prizorišča, ko so policisti pripeljali pse. Res mi je povedala, da je zapustila hišo, ker je bilo tam notri veliko drog. Torej, Vi, Gora, ne pri mami doma. v njeni hiši. Ja. Zakaj si potem odšla? Zakaj? Zato ni hotela, da bi vsi to naredili. Zakaj me je zapustila? Nikoli mi ni povedala, zakaj. Samo to, da je imela droge v hiši. To je cela zgodba od začetka. Seveda to ni bilo res. Skrbelo jo je, da bi psi za iskanje trupel zaznali truplo njenega sina na podstrešju. Ali vam je veliko lagal? Mislim, Lahko vidim, da čutim nam laže. ampak zakaj? Ali ti je veliko lagala? Mislim, v bistvu ona, ker je končno prišla. Ven je mi povedala po 5. Vidva sta v zvezi in se imata rada, kaj ne? Tako je. Torej, je to odnos, ki temelji na zaupanju? Mislim, da je bil, ampak če gre za mater in njenega sina, nisem jaz in moj sin, če bi se kaj takega zgodilo, bi rekla. Veš, ne bom skušala stopiti naprej, veš, in reči, glej, to se je zgodilo. Jenna poskuša najti izgovore za LaShondo, vendar detektivi tega ne spremejo. Vemo veliko stvari. Vemo nekaj stvari, o katerih ti ne povemo. Želimo videti, ali nam lažeš. Torej, kje si ti? Si bil pri hiši? Si bil na Olmstedu, ko si zapiral? Veš, če sem bil tam, ne. Sploh ne. Nisi večerjal z njo in otroki? Ne, rekla je, da je Martonija imel izpad, ker ni smel dobiti čipsa in soka. Tako mi je rekla. Zato misli, da je pobegnil. Torej, čips in sok, pogovoriva se o tem. Ko ima težave, kaj pa LaShana naredi? Kako to poteka? Mislim, hodila je, bila je bolj postavna. Kaj še? Videla sem jo, kako ga udarja s podaljškom. Podaljšek. Je. Ali šibo. LaShonda je bila očitno znana po tem, da je disciplinirala Martonija. Kaj še naredi, kako še zaide v težave? Kakšne kazni dobi? Mislim, mora hoditi gor in dol po stopnicah s to žogo, ki ima vse pločevinke, hodi gor in dol po stopnicah. Je to utežna žoga. Torej, za nekaj podobnega kot kettlebell. Ne, bila žoga. Ali mora to narediti nag? Mislim, ima na sebi spodnjice, ampak ne popolnoma gol, ker je Antonijo veliko kradel. Kaj je torej kradel? Hrana. Kradel je ljudem ogrlice. Ukradel je slušalke, kot mi je povedala ona. Jaz pa vem samo za hrano. Torej ti je povedala še o drugih stvareh, ampak edino, kar ti osebno veš, je, da je kradel hrano. Ja, v redu. Spomnimo se, da je bilo na Martonijevem telesu videti znake podhranjenosti. Zakaj bi sicer 8-letnik kradel hrano, če ne zato, ker je bil lačen? Ko jo postavijo v kot, detektivi razkrijejo, da vedo, da Jana v četrtek zvečer ni bila pri svoji mami. Pravzaprav je bila pri nekem moškem. Torej, če nisi spal in mi lahko to dokažemo. In potem izpade, kot da lažeš tudi o drugih stvarih. Preiskujejo me, kot da sem ubila otroka ali kaj podobnega. No, ne vemo ničesar, ker ste se vsi smejali in se niste vrnili. Mislim, kriva sem. S kamnom, ki ga je vzela z groba svoje sestrične.
Nisem da zraven, ko se je to zgodilo, sam povedala so mi, veš kaj mislim, ko sem se vrnila nazaj. In potem je bistvo, da ti je večkrat lagala, še posebej v zadnjem času. Misliš, da bi ti lahko lagala tudi o tem? Ker? Tega ne razumem. Zakaj bi poskušala pomagati svojemu sinu in ga zaščititi, če veš? No, če ni hotela imeti težav zaradi tega. Ampak zakaj bi lagala in rekla, da je to storil njen sin? Ker je mladoletni. Ampak ne vem. In ona je odrasla. In če je to storila, obstaja možnost, da bo šel v zapor za 20, 30, 40 let. Ne vem. To ni moja odločitev. Tema tega, da je Martonijo očitno kradel, se nenehno pojavlja. Zgodilo se je tam v omari. Tam bi jih zvezali. Tam ne morejo krasti, ker je tudi v šoli kradel Pokémon karte. Kako je ponavadi vezala? Mislim, samo zavezala je vrvico od vrat omare do vhodnih vrat. Vem samo, da je bil kamen v hiši, ker ga je vzela z groba svojega bratranca. In rekla je, da je to njen zadnji spomin na. Torej, hitro se bo vrnila nazaj, ko si imel otroke in je bila ona v zaporu. On pa je imel težave zaradi kraje. Kaj je takrat spet ukradel? Ukradel je celo škatlo krofovih palčk in eno pustil noter, sam pa jih ni mogel pojesti. Kaj mislim? Torej, skrival hrano. Skrival jo je ob strani kavča, ampak moja mama ga je pravkar nahranila. Kopičenje hrane je klasičen znak zlorabe. Tudi drugi ljudje so nam povedali, da je do Martonija ravnala drugače kot do drugih fantov. Ja. Detektivi jo vrnejo k Lašondinemu priznanju. Rekla sem ji, poslušaj, moraš govoriti z detektivi. Povej jim, kaj se dogaja. Vse, kar moraš narediti je, da jim poveš, kaj so naredili. Ampak on ni. Kdo? Ne vem, rekla je, da je to naredila s kamnom. Tako. Tega ne verjameš. Ja. Mislim, vem, da ga je sovražil. Videla sem ga. John, ti, poglej, videla sem ga. John. Ti ne. Videla sem ga, Martonijo. Da, to sem videla. Ne verjameš. Ni možnosti. Ne verjameš, da jaz verjamem. S tvojimi kamni. Dobra oseba si. Da sploh sprejmem tvoja roka. Lahko bi verjela. Martonija je sovražil že dolgo. To je rekel pri meni doma. Njegova mama ni govorila z njim po telefonu. Do Martonija se je obnašal drugače. To smo slišali od več ljudi, slišali smo, da si to rekla ti, Lašonda. Do Martonija se je obnašal drugače. Lašonda je rekla, da ga noče. On je metam, meče. Začasno. Nikoli nisem rekla, da je Santa rekla, da je ona to naredila. Ne, nisi. Zdi se mi, da poslušamo eno stvar. Nisem rekel, da si vse to povedal, ampak si rekel, da z njim ravnajo drugače. Kdaj si ga nazadnje videl? Martonijo, živega ali mrtvega? Videla sem Martonija živega, kaj? Mogoče v torek. Fantov v resnici ne vidim, ampak so v omari. Ona jih prinese ven, da jih nahrani, kot sem rekla. Pogovorili smo se s sodnikom, imamo nalog za preiskavo in vzeli bomo vaš DNK. In delaj na tem gumbu. Ne, tega ne počnemo tako. In da najdeš, zato sem ti postavil vprašanje. Na njem bomo našli tvoj DNK. Kjer so ga našli mrtvega v hiši? Mojega DNK ne boste našli na njegovem telesu. Kot sem rekla, prihajam v stik z ljudmi. Če se me dotaknete v torek, vašega DNK-ja ne bom našel na svojem telesu v petek, soboto ali nedeljo. Tako to ne deluje. Ampak, če najdemo vaš DNK na njegovem telesu ali na čemerkoli, kar je bilo z njim, to pomeni, da ste se ga dotaknili, ko je šel tja, kjer je bil oddaljen. Mislim, tam, kjer so ga našli, mrtvega. To te sprašuje. Končno ji postane jasno. Spomni se na vreče za smeti, v katere je bilo zavito Martonijevo telo. To so moje vreče za smeti, jaz perem njena oblačila. Stvari ok, prav? Prišluje iz hiše moje mame, jaz perem oblačila, jaz vzamem. Kako veš, katera vrečka je bila uporabljena? Edina vreča za smeti je iz hiše moje mame, ona ni imela nobenih vreč za smeti. Torej, povem vam zdaj. Naša Dimej je že na tem, to je tisto, kar praviš. Pomagal si šele potem, ko se je že zgodilo. Pomagal sem pričin, prav. Veš, nisi ga poškodoval, vemo, da ga nisi poškodoval. Nisem pomagala potem, ko se je zgodilo. Ali si je zaslužil umreti? Ne, noben otrok. To ti pravim, ne. Ali je Martonijo umrl? Noben otrok si ne zasluži umreti. Ali si je Martonijo zaslužil umreti? Noben otrok si ne zasluži umreti. Misliš, da si Martonijo zasluži pravico? Je. Kaj bi se moralo zgoditi osebi, ki je ubila Martonija? Moral bi iti v zapor. To je to. Ker od nje ne dobijo več odgovorov, jo detektivi pustijo samo v sobi za zaslišanje, kjer še naprej govori. Vem, obtožena sem iste stvari. Tudi če ne bi govorila, bi me vseeno obtožil iste stvari. Nikoli ne bi smela ničesar reči. Sodni cirkus.
Morala bi narediti tako, kot je rekla moja družina. Počakati na odvetnika. Zakaj me zapirate sem? Zaradi umora, sem rekla? Nikoli nisem nikogar ubila. In nihče ne bo začel širiti teh neumnosti o tem, da je njen otrok mrtev. Brigamy. Medtem detektivi še vedno poskušajo priti do Lashant. Pogovarjali smo se z Johnom. V redu, tukaj je. Samo želel sem se prepričati, da to veste. V redu. Nismo ga ubili, poskušam vam povedati. Morate mi verjeti. Vedel sem in njel me je. Prevzemam svojo identiteto. Samo poskušam to prikriti zaradi svojega sina. On je to storil, ker sem ga zaklenil v omaro. Mislil je, da je bil kriv Martonio. Samo začnite znova. Čim počasneje lahko. O tem, kdaj ste šli spat in kdaj ste ga dali v omaro. Bilo je 16. junija. Spomnim se, da sem zvedel, da je mrtev. Pogledal si na telefon. Dober trenutek. Ob kateri uri po noči je bilo? Šli smo spati okoli 8:30. Nisem ga slišal tega početi, dokler ni bilo okoli 9:40 ali nekaj tasga. Nisem gledal na uro, samo jezen sem ustal, rekel sem mu, da me bo spravil do konca živcev. Nehaj. Veš, ker vse, kar sem slišal, je bil moj sin, ki je rekel, mami, on ne ves čas tepe. Zato sem ustal in nisem odprl omare. In nehal sem dobro slišati, ampak da ne vem, kukam, da je udaril, preden sem ustal. In potem sem se spet ulegel k svojemu dekletu. In da je spet udaril. In prisežem pri Bogu, slišal sem, da je moj sin naredil tkolja. Ja, ta tip je bil na obrazu, pizda stari. Rekel sem mu, naj neha. Rekel sem sinu, naj neha. Ves bil je on, pravnti. In vstal sem in ga udaril. In jaz moral sem držati svojega sina v tovornjaku, medtem ko sem poskušal to prikriti. Dal sem ga v vrečo. Rekel je, nisem mislil, da je tisti kamen Robin. Ne, ubij ga. In oba sva imela prstne odtise na tistem kamnu, da sem dovzel svojemu sinu. Sploh ne vem, kako je prišel v njegovo omaro. Tako kot Jona si izmišljuje razloge, zakaj bi jo fizični dokazi lahko obremenili. Torej, bila Jona tam s tabo? In kako pogosto je tam ostala? Veliko. To je v neposrednem nasprotju s tem, kar je Johna povedala detektivom, da ni imela pojma, kaj se je zgodilo z Martonjem, dokler ni bilo že vsega konec. Torej, v sredo zvečer se je to zgodilo. John, Jona je s tabo. Ko ga daješ v vrečo? Odkot si dobil vrečo? Okoli moje hiše so bile samo vreče. In Jona je bila tam z vrečami, jih je držala zate. Ampak ali obstaja razlog, da bi nam povedala kaj drugega? Ne vem. V redu, ker njena DNK je na plastičnih vrečkah. Veš kaj mislim? Ja, v redu. Ne morem, obje! Ne morem, nika več! Yes, ampak to je v redu, ona je, spomni se, ona poskuša ravnati prav, Ona ne ljubi napine. Ne! Samo poskuša pomagati. Videl si, kako se je to zgodilo. Ona je držala vrečko, v katero si ga dal noter. Torej, oba sta vedela, da je že umrl, ko sta ga dajala v vrečko. So sta bila ti in Johna. Johna. Ti in Johna sta ga skupaj dala v vrečo. Rekel si, da ga je Jona iskala, da bi izgledalo, kot da je pogrešan. Je to tisto, kar nam želiš povedati? To iščem. Vem, da je bil Martonija res suh. On res, kot jaz. Lada bom. Jaz ne, sem reven. Nimam ničesa. Če pridete k meni domov, vidim, moja omara je prazna, hladilnik je prazen, vse je prazno. Vsi hujšamo. Jaz sem zgubil 23 kg. Bil sem veliko večji kot zdaj. Zakaj so te vrtli iz šole? Ker mu nihče ne da prigrizkov, ker si jih ni zaslužil. On mislim, da ti otroci dobijo prigrizke, ker so pridni. On pa dela neumnosti, tika naokoli, sprož požarni alarm, uničuje učilnice. Nekdo me je poklical zaradi njega. Policija ga je odpeljala na psihiatrijo. Martonio je čisto nor, ampak ima ADHD, je pravi igralec. Očitno je podedoval moje težave z duševnim zdravjem. Ali pa obstaja preprostejša razlaga? Da je Martonio se vedel problematično, ker ga je mama puščala stradati. Detektivi za trenutek odidejo ven. Ko se vrnejo, imajo v rokah poročilo sodnega zdravnika. Povedal nam je, da ga ni nihče udaril v glavo s kamnom. Kako je bil ubit? To je tisto, kar smo poskušali izvedeti. To je kakšen je bil, to je tisto, kar sem poskušal povedati, da ni bil. Ne s tistimi poškodbami, bili so mogli ubiti. Je bil živ? Bil je povsem živ. Kot on, ne vem, ko so ga udarjali, tu pranti. Samo šlo je. Je Jona kaj naredil? Je Jona videl, da si kaj naredil? Če.
Ne morem si kar nekaj izmisliti. Ne prosim te, da si nekaj izmisliš. Zato je tako učinkovito, da sta Johna in LaShonda ločeni. Detektivi ju lahko izigravajo eno proti drugi. Sam zapomni si, veš, pogovarjali smo se Z Johno, ona upam, da mi je povedala, ker ne vem, kako je umrl, če me niso ves čas pretepali. Ne razumem. Ne morem, ne vem. Kot sem rekel, največ sta bila skupaj v omari. Tako da ne vem, ne morem vam nič povedati. Povedal sem vam vse, kar vem. Moj sin. Ne vem. A ste mu rekli, ne nam kaj pove o tem, da je zginil? Da ga ni bilo okoli. Rekel mi je, da mu je Jona rekla, naj igra to vlogo in se pretvarja, da je tvoj brat pogrešan in ne joka. To mi je povedal. Počasi, a zanesljivo, LaShonda začne krivdo prelagati na Johno. Zato se detektivi vrnejo k Johnny, da vidijo, kaj bo povedala v odgovor. In ne poskuša spraviti nikogar drugega v težave ali kaj podobnega. Poskuša prevzeti odgovornost za to, kar se je zgodilo. Ampak povedala nam je, da sta vidva spala skupaj, medtem ko sta bila ona dva v omari in se tepla. Ja, lahko vam povem resnico, se vam je že ona povedala. V redu, kamen je pri hiši. To je kamen v obliki srca. Redu. Ko smo odprli tisto omaro, tisti fant je pogledal naravnost obraz in bil je mrtev. In prisežem pri Bogu, pri svojem očetu, da je tisti fant umrl zaradi tistega kamna. V redu, s tistim kamnom je ubil svojega brata. Res je. In kaj se je potem zgodilo? Bila sem tam in res ne morem lagati, ne morem. Bila sem tam, dala ga je v vrečo. Kot sem rekla, te vreče za perilo, dotikam se jih, perem perilo ves čas. Dala ga je v vrečo in dala ga je v omaro. To je zadnja stvar. Ja, mi? Spoštujemo dejstvo, da ste počakali, da je ona govorila z nami. Ampak želim vam dati, veste, še zadnjo priložnost, da se prepričate, da niste ničesar izpustili. Ker kot smo rekli, povedali smo vam, da ni umrl zaradi tega, ker bi pil. Martonio je umrl zaradi zadušitve s pritiskom na sprednji del vratu, kar pomeni, da je bil zadavljen. Ampak Johna še naprej vztraja, da ga je ubila skala. Detektiv vam tukaj poskuša dati še zadnjo priložnost, ker ne odhajamo. Ampak dovolite, da vam postavim še eno vprašanje. In še enkrat, ne poskušam vas razboriti ali kaj podobnega, ker ne mislim, da ste vi kaj naredili. Ampak ali obstaja kakršenkoli razlog, da bo LaShonda rekla, da ste vi tisti, ki ste dvignili roke na Den? Da sem jaz dvignila roke nad Martinom. Zadnjič, ko ste ga tam videli živega. Kaj je naredila? Mislim, ona je naredila tisto z vrvico. Ona, kaj? Kaj je še naredila z vrvico? Ona je dala, mislim, sploh se ne morem vsega spomniti. Vem pa, da sem jo morala ostaviti, preden je šla ven iz Martonija. Hvala za to. O tem govorimo. To ni ta dan. Sploh ne na ta dan. Sploh ne. Prisežem, sploh ne na ta dan. Ni ga zadavila s tisto vrvico. No, kdaj pa je? Imela ga je. Jaz sem ona sva se sprli. In celo zapustila sem hišo, ker sem rekla, ravnaš boljš kot z Martonijem, kot sem vam rekla. In on je naredil isto stvar. Če bi LaShonda v preteklosti davila Martonija, kdo pa lahko reče, da tega tisto noč ni storila znova? Zdravnik ve, da ga 9-letnik ni ubil. Končno Jona popusti. Nisem je videla z vrvico. No, kaj pa si videla? John, da bi si nadela? Videla sem jo, kako si je dala berlo med nožje. Ja, zdaj razumeš, ampak ali mu ti daješ berglo gor? Kot da ne morem. Martonija ga je, kot sem rekla, dala v omaro, Martonija je bila še vedno vse. To da ni bilo tako, da bi se dotikali, nikoli se ni dotaknila na njegovega vratu. Previdiš, kako je njegov vrat suh. Njene bergle so zanjo velike, zato jih je samo zataknila. Rekla je, če ne boš tiho, te bom ustrelila. Prav. To je vse, kar je naredila. Torej, kam je dala bergo? Mogoče. Držiš se za vrat? Ja. Mogoče, ja. Ne, jaz bom v smeti. Na. Kaj, prosim? Sem rekla, bergla, kot da sem jaz ona nocoj. Martonio. In ona ga je držala, kot da ima on zelo suh vrat. Torej, bergla, kot da dotaknila se je vogala stene. To sem rekla. Nikoli se ni dotaknila njegovega vratu. Bi lahko bila bergla morilsko orožje? Vemo, da se to ni zgodilo in to je žalostno. Ni ga hotela poškodovati, ni ga hotela ubiti. Ampak ste se pogovorili, kaj boste povedali, da bi to poskušali skala izmišljati? Pred nami. Zakaj bergla v smetih? Zato, ker je bila uporabljena. Ne, kreditna jezera in ne religija.
je v smeteh, ker je bila že prej zberila, prednje sploh prišel gor mrtev ali karkoli. Poskušamo skriti dokaze. John, povem ti, da sem popolnoma prepričan, da te bodo tudi obtožili umora. To je njihova odločitev, ne naša. Torej, Mi poskusili smo poskusili smo. in to je v redu. Oprost. Obtožena samomora. Ne zdaj. Ne staj. Ampak pravim, zakaj. Nisem nič naredila. Ko so iz Johna dobili vse, kar so lahko, so se obrnili nazaj k Lashandi. Trenutno je 8:56 zvečer. Pravkar smo vzeli DNK od Johne. Z njo sem se pogovarjal še zadnjič. In že je na poti. Zapor? Da, mislim, oba imata nalog za prijetje. Torej greste takoj za njo. Čau, gospa. Če skozi nekaj laži se poskušamo prebiti. In zavedam se, da je to zate res težko. Samo ne razmišljaš jasno. Sina nisem pripeljal sem. Jaz imaš prav. Popolnoma prav imaš. Mi. Vemo, da nisi. Kaj še si počel z njo na sodišču? Neč, povem vam, grem. Kaj še potem? Povem vam, moja mama ni tam, ko jih sili v to. Kot jaz, ona tudi pazi na moje otroke. Zdaj popolnoma vali krivdo na svojo punco. Zakaj so potem morali to dati? Potem stran Berno. Tisto birglo sem že nekaj časa ne uporabljam birgel. Vseeno, zakaj smo morali vreči birglo stan? Ker že nekaj časa ne uporabljam birgel. Ne, tisto noč. Potem so bili. Zakaj smo morali vreči birglo stan? Birgle so bile zavržene. Tisto noč. Četrtek, ko so odpeljali smeti. Četrtek. Trudim se, moje smeti odpeljejo v četrtek. Nimam razloga, da bi bila dolg. Lashanda je na robu zloma. Prekleto, torej zloraba, ko ga je tepla z vrvicami in ga silila, da je počel čudne stvari. S tisto... Kaj, rekla ti je, da je tudi on varal? Ja. Ja je, ona me je prosila. In ti moraš človek, ne človek. Ona človek. Povem ti resnico. Ne, ona. Kaj je potem naredila? Kako je to naredila? Loči mi povedati. Naredil sem to sam. Bil zgubljen. Nisem ubil svojega otroka, prosim. Povedal vam bom, kdo ga je ubil. Kdo ga je ubil? Če ga nisi ti, kdo ga je potem ubil? Nisem ga ubil. Kdo pa ga je potem? Kdo pa ga je? Vemo kdo ga je ubil. Če sem to storil jaz, sem to storila jaz in ona. Bil je v kuhinji. Vemo. Povemo. Nisem ubil svojega otroka. Ne povejte nam, kaj se je zgodilo. Kaj se je potem zgodilo? Končno je to priznana. Nisem nadalil, imela je, ona bila mi je kot sin. Kaj ti je naročila, da narediš? Kaj si naredil? Nisem naredil ničesar, jaz samo udaril sem ga z brglo. Kje? Po nogi in tako naprej. Kako je umrl? Ne vem. Presežem pri Bogu, ne vem. Nikoli ne bi ubil svojega otroka. Ne vem. Poskušal si to zvaliti nanj, ker je otrok? Ne, nisem poskušal zvaliti tega nanj. Umrl je potem, ko se je vrnil v tisto omaro. Oba sta kričala in se prepirala. Kako je potem lahko bil mrtev? Kako je umrl? Ker ste ga vi zlorabljali znova in znova. Mu ne vede na vseh objavah. Pa ti počneš zelo občudovanja vredno. Ni imel mišičnega tonusa in ni imel maščobe, ker je stradal do smrti. Nisem. In ti ni ga ubil. Nisem. Ker si ga nenehno pretepal. Nisem. Esbergler. Nisem. Z vrvicami. Si resen? Ga nisem tako udaril, ona je tista človek. Koliko krat si ga udaril? Niti 5-krat ne. Celo 5-krat. To ne ustvarjajo stransko moč. Ta 8-letnik tehta in ti 5-krat drgo. In to je za njim. Kolikokrat z roza vrmico? Vrgo postaviš, medtem ko on stoji tam in jo prisloniš ob njegov vrat. On je to naredil. Rekel mu je naj utihne, ker ga ni ves čas bujala. Johna krivi Lashando in Lashanda krivi Gianno, a sta to skupaj prikrili. To se ni smelo zgoditi na tak način. Samo sinov sem hotel biti, prav? Obtožil sem ga umora, ampak umor tvojega sina Martonija. Oba sta obtožena umora in hude oskrunitve trupla in medtem ko pripravljajo primer proti njima, detektivi odkrijejo celo zgodovino zlorab.
Služba za zaščito otrok okrožja Franklin je imela LaShondo na očeh že od maja 2022. Več let ni imela skrbništva nad otroki. Vendar ji je v zadnjih nekaj letih uspelo pridobiti nazaj skrbništvo. Stik s policijo je bil tudi na božični dan 2023, le 6 mesecev pred Martonjevo smrtjo. LaShonda je poklicala 911 zaradi svoje tete in trdila, da ji je teta grozila z nožem in pištolo. V hiši niso našli nobenega orožja. Jezna je, naj se raje odloči, da bo mojim otrokom kupila božična darila. Jaz pa jih ne bom, ne zaslužijo si jih. Torej sem prepričan, da si samo želiš, da bi odšla, kaj ne? Ja, in ne poskušam zadržati njenih otrok. Ampak če menite, da je v redu, da gre domov, naj gre. Moram vam zdaj povedati, mi gremo domov. Veš, otroci bodo trpeli, šli bodo domov, stari so 6 in 8 let. LaShondina teta je že takrat poskušala opozoriti policiste, a teh opozoril niso vzeli resno, šele ko je bilo prepozno. Tako LaShonda kot Johna sta priznali krivdo. Obe sta bili obsojeni na dosmrtni zapor z možnostjo pogojnega izpusta po 15 letih. To je majhna mera pravice za Martonija, ki je svoje kratko življenje preživel zlorabljen in podhranjen, zaradi česar se je počutil krivega, ker je sploh obstajal, in njegov brat, ki so ga poskušali okriviti za njegov umor. Kaj menite o tej šokantni zgodbi? Sporočite nam svoje mnenje v komentarjih spodaj. Do naslednjič, bodite varni, spremljajte naš kanal in kmalu se spet vidimo na kanalu The Decoder.